V seriji oddaj o krajih spomina danes snemamo v Ljubljani na Trgu francoske revolucije pred spomenikom, ki ga pravzaprav vsi Ljubljančani poznajo pod imenom spomenik Napoleonu, spomenik francoski revoluciji, Iliriji oživljeni in tako naprej. Nahajamo se pred Napoleonovim spomenikom oziroma ilirskim stebrom, ki je bil v Ljubljani otvorjen v veliki slovesnosti, ki je potekala 11. in 12. oktobra leta 1929. Te slovesnosti so se udeležila številna slovenska kulturna društva in pa tudi visoki francoski diplomatski predstavniki. Med njimi tudi minister Émile Dard, ki je poudaril, da je v spomenik vklesan prah neznanega francoskega vojaka. Tradicija vklesavanja tega prahu neznanega vojaka pa ne izvira iz samega obdobja ilirskih provinc, temveč se je razvila po koncu Prve svetovne vojne, ko se začne preoblikovati spomin na umrle vojake, ki kar naenkrat postanejo žrtve za narod, za državo, prej pa so bili pravzaprav upodobljeni le generali. To je le en indic, ki prikazuje, da ta spomenik bolj prikazuje duh časa iz medvojnega obdobja, kot pa duh časa iz samih ilirskih provinc. In sicer v obdobju med obema vojnama se je spomin na ilirske province bistveno spremenil. To lahko opazujemo tako v literaturi, kot v šolskih učbenikih, kot tudi v javnem prostoru. S samim postavitvijo spomenika v pravzaprav središče Ljubljane. Čeprav v takratnem času je zaradi same postavitve, zaradi lokacije, ki jo je izbral Jože Plečnik, ki je tudi zasnoval sam spomenik, pravzaprav potekal pravi diplomatski škandal, saj so Francozi ocenili, da ta lokacija ni dovolj centralna za takšen spomenik. Ilirske province so sami prebivalci takratnega časa doživljali precej drugače kot pa Slovenci v konec 19. stoletja in pa v začetku 20. stoletja. V tistem času so bile v ospredju predvsem vojne nadloge, visoki davki, ki so bili imenovani v slovenskem jeziku franki, in pa tudi vpoklic oziroma mobilizacija v francosko Napoleonovo armado. Francoski oblasti, ki je trajala pičla 4 leta, so bili pravzaprav naklonjeni le redki intelektualci, najbolj znan med njimi je gotovo Valentin Vodnik. Vodnikovi verzi se tudi pojavijo na samem spomeniku in sicer seveda iz njegove vsem poznane pesnitve Ilirija oživljena. Na spomeniku lahko vidimo 2 zlati maski, ki jo je izdelal kipar Lojze Dolinar. Prva je seveda najbolj znana maska Napoleona. Na drugi strani pa je še maska Ilirije, ki simbolizira Slovenko. Zanimivo je, da v takratnem francoskem časopisju, ki je poročala o tem spomeniku in je poročala o tej proslavi, pravzaprav pride do napake, ker se maska Ilirije opredeli kot maska Vodnika. Torej konec 19. in v začetku 20. stoletja z napredkom slovenskega narodnega gibanja pride do preoblikovanja spomina na ilirske province. Slovenci vedno bolj začenjajo poudarjati, kako naj bi Francozi bili naklonjeni Slovencem, kako so omogočili slovenščino v šoli, medtem ko so jih Avstrijci in habsburška oblast pravzaprav dolga stoletja zatirala. Zato to povsem kratko obdobje, 4 leta, ima veliko bolj impozanten spomenik, kot bi ga lahko našli za stoletja habsburške oblasti. Če preučujemo učbenike iz medvojnega obdobja, opazimo, da ima obdobje ilirskih provinc zelo pomembno mesto. In sicer poudarja se jugoslovanski, tako imenovani jugoslovanski element ilirskih provinc.
kar pa tudi služi narativu same kraljevine SHS, ki želi poudariti povezovanje tako imenovanih jugoslovanskih plemen, še posebej po uveljavitvi diktature kralja Aleksandra Karadžordževića leta 1929, torej v začetku leta, ko je bil postavljen sam spomenik. V slovenskem časopisju so tudi krožile primerjave med Napoleonom in med Aleksandrom Karadžordževićem, saj naj bi oba povezovala Jugoslovane, oba naj bi jih združila v eno državo in naj bi bila seveda tudi v kontekstu diktature močna voditelja, ki sta povezala te narode. Torej, spreminjanje spomina je imelo mnogotere posledice, predvsem pa je zanimivo, da je še danes ta predrugačen spomin, ki ni bil spomin, ki ni bilo doživljanje takratnih sodobnikov, ovekovečen najbolj markantno prav preko tega spomenika na današnjem trgu francoske revolucije. Postavitvi spomenika oktobra leta 1929 pa je sledila turneja zbora Glasbene matice v Franciji. Ta turneja je imela za namen predstaviti Slovence širši francoski publiki in pa se ji približati. Prav to francosko-slovensko prijateljstvo pa je imelo nekako po interpretaciji tega zbora lahko temelj v samih ilirskih provincah. V arhivu Republike Slovenije lahko najdemo koncertne liste iz tega obdobja, iz tega koncertne turneje in v njih je poleg razlage programa in slovenskih narodnih pesmi tudi razdelek za zgodovino. In kot si lahko mislite, praktično edina stvar iz slovenske zgodovine, ki je izpostavljena, so ilirske province. Torej, šlo je za neko vrsto kulturno diplomacijo, za način, kako se približati francoski publiki in kako drugače kot z obdobjem La Gloire, velike, slavne Francije iz časa napoleonske dobe.